Pozdravljeni v še enem Večerovem podcastu. Tokrat bomo govorili o aktualnem dogajanju v mariborski politiki. Aljoša Peršak in Igor Selan v Večerovem studiu pozdravljava župana mestne občine Maribor Saša Arsenoviča. Lep pozdrav. Mikrofon, prosim. In predstavnika največje opozicijske svetniške skupine SDS, Dejana Kaloha. Lep pozdrav vsem. Čeprav še ni minilo niti eno leto od zadnjih lokalnih volitev, mestno politiko ves čas pretresajo različne zgodbe. Od blokiranega delovanja mestnega sveta, neuspešnega sestavljanja koalicije, dolgotrajnega sprejemanja številnih in nepriljubljenih podražitev, zamika investicij, do razkritja globoke finančne luknje v mestni blagajni. O tem malo kasneje. Pogovor bi odprli z zadnjo afero, ki je vzklila ob pritožbah zaposlenih na občini nad neprimernim ravnanjem nekaterih uslužbencev, ko se je izkazalo, da je podžupan Samo Peter Medved med samim postopkom zahteval uničenje zanj obremenilnega dokumenta, nato pa se je o tem še zlagal. Po pozivih iz vrst nekaterih svetniških skupin, naj župan razreši podžupana, je Arsenovič sporočil, da za kaj takšnega ne vidi razloga. Gospod župan, v kakšni politiki takšna dejanja, kot so zahteva za uničenje dokumenta in laž, nimajo nobenih posledic? Za najprej, da bomo imeli tudi realno sliko, kar je tudi cilj verjetno novinarjev, treba povedati, da kljub vsem zapletom v teh 9 mesecih je pa Maribor se lepo razvijal, organizirali smo največji športni dogodek v samostojni Sloveniji, to več kot uspešno, dobili za to pohvale ne samo sodelujočih, ampak tudi Evropskega olimpijskega komiteja. Atletsko dvorano smo v tem času pridobili, knjižnica se gradi, zdravstvena postaja Magdalena Nabrežje raste, turistična taksa je največ pobrala komunalnih prispevkov. Slabo pa je to, da kljub vsem tem naporom imamo manj prebivalcev v mestu, kot smo jih imeli, kar me najbolj boli. Kar se pa tiče te afere, tako imenovane, ki je v resnici spolitizirana do onemoglosti, pa mislim, da ni tako hudo. Bili so želje po premestitvah, iz tega so izhajali pogovori z tistimi, ki so bili omenjani, in samo ena resnica je, da so bila v teh pogovorih, sta bila omenjena, ne vedno v dobrem kontekstu, vodja kabineta v odhajanju gospa Jelka Vrečko in podžupan Samo Peter Medved, ki pa nista mogla in bila nikoli vprašana, da bi sama povedala svoje mnenje o očitanih ima dejanjih. In potem je na podlagi tega, da ona nič nista mogla in vedela, da se sploh karkoli o njima dogaja, je bil narejen en zapis brez datuma, brez podpisa, ki je imel v naslovu, da je to dejansko stanje. Se pravi, da je nekdo, preden bi lahko se slišala druga plat o isti zadevi, že formiral dokument, ki se mu reče dejansko stanje. In seveda je podžupan, ko je to videl, bil proti temu, ker seveda se ni strinjal, da je to lahko dejansko stanje, ker ni mogel nikoli povedati, da temu ni tako. Zato se ta del želel umakniti, ko pa je bila zaprta seja mestnega sveta in je ugotovil, kdo je ta dokument spisal, torej gospod bivši direktor Srečko Đurov, je sam rekel, da zdaj, ko pa ve, kdo je to napisal, da naj bo ta dokument del spisa. In je tudi vedno bil del spisa, saj je tudi elektronski dokument, da nič se ni umaknilo. Moram pa zdaj njega upravičiti, kar je on narobe napisal, da se uniči, ni pa v smislu uničenja, da ga ne bi bilo, ampak v smislu uničenja tega, da je kot del neke zgodovinsko gledano resnice, brez da on ima možnost povedati svojo plat te resnice. Zdaj, razrešeni direktor mestne uprave Srečko Đurov vam je izročil podpisan in datiran dokument na 20 straneh, ki je vseboval ugotovljena stanja za 4 osebe in možnost odziva delodajalca. Ste tudi druge uslužbence seznanili potem s temi dokumenti, tako kot gospoda Medveda? Se pravi, pri 2 uslužbenkah je bilo zaznati elektronsko kršitve delovnega razmerja. In ste izpeljali postopek? In smo izpeljali postopek, ker je to bilo evidentirano. V kateri ste imela možnost se zagovarjati? Tako. Druga 2, proti katerim pa ni tekel postopek,
pa sem se znanil samo s tem, kaj si drugi, morda v kakem slabem trenutku mislijo o njima. In to je bilo to. Proti njima ni bilo nobenega postopka peljanega. Razen, če ga je želel indirektno peljati gospod Đuro. Ampak, če bi izpeljali postopek, bi podžupan imel seveda možnost se zagovarjati, pa tega, pravite, niste storili. Ne, nisem jaz storil. Ni bilo sproženega nobenega postopka proti podžupanu in ne proti Jelki Vrečko. In dajmo to enkrat ločiti. Ja. Kršitve dejanske delovnopravne zakonodaje, zaradi katere smo speljali postopek, in pa natolcevanja in zavajanja ali pa tudi ne, pač obtoževanja nekoga, brez da oni drugi lahko reče karkoli. Mi imamo v pravnem sistemu, imaš odvetnika, tožilca in sodnika. Tukaj pa smo imeli niti tožilca, ampak smo imeli samo sodnika. Torej tisti, o katerem se je govorilo, ni mogel reči, da to ni res. Jaz mislim, da si neben tega v svojem življenju ne želi, da bi bil v taki situaciji, da nekdo reče, da nekaj dejansko stanje, brez da tisti, o katerem se govori, lahko sam pove karkoli v zvezi s tem. Ampak kako se ni bil speljan postopek, kot sami pravite? Ne, če bi postopek bil speljan, potem bi imel možnost povedati svoje, ne? Zdaj, v bistvu ste vi bili tisti, ki ste prekinili oziroma niste uvedli. Imamo bistveno večji problem v tem mestu, kot pa pranje perila. Šestič. Državni organi delajo, mi smo uvedli notranjo revizijo in danes jaz ne bom tukaj zagovarjal za nekaj, kar sem naredil, ker nisem nič narobe naredil, jaz tudi nikoli nisem bil omenjen v nobeni zvezi s tem in bi prosil, če lahko gremo na naslednje točke, če pa to edina točka, pa bi jo lahko tudi zaključili. Imamo še več točk, ampak bomo še malo ostali pri tej. Govorili ste, da je zgodba spolitizirana, ampak a ni bila razrešitev direktora mestne uprave, ki je pri tožbi uslužbenk vzel resno in začel zbiranjem informacij, dejanje s politikanskimi nameni? Nisem razumel, na koga se je navezovalo politikanstvo? Zakaj ste razrešili Srečka Đurova? Ne samo, če me lahko vi meni odgovorite na vprašanje, na koga se je navezovalo politikanstvo? Vi ste rekli, da je zgodba spolitizirana. Jaz pa sprašujem. Kdo je zdaj politikantsko to odreagiral, nisem razumel. Ali sem mogoče narobe razumel? Ja, razrešitev Đurova lahko razumemo tudi tako, da ste želeli zaščititi svoje sodelavce, najtesnejša. To v najhujših hudobnih sanjah nekoga, kogarkoli, lahko si seveda tako zgodbo tudi ustvariš, če si želiš, ne. Resnica je popolnoma druge. Gospod Srečko Đuro je odlično opravljal svoje delo nekaj časa, potem pa je postajal vedno bolj nadžupan in je želel sprejemati vse odločitve, s čemer se jaz kot izvoljen ponovno seveda nisem strinjal in so se naše vizije o prihodnosti ločevale, da pa to slučajno s tem so padalo, pa nima nobene veze. In tudi on v tem postopku ni delal nič proti meni, niti pravzaprav nič proti podžupanu, nič proti Jelki in je ta postopek bil čisto z njegove strani verjetno v dobri veri peljan. Gospod Kaloh, vaša stranka je še s 4 svetniškimi skupinami od župana Arsenoviča zahtevala, da razreši podžupana Medveda. Zakaj in kako ste zadovoljni zdaj spojasnili župana? Ja, lepo zdrav še enkrat z moje strani. Zdaj očitno je, da je ta tema pri županu seveda neprijetna, se vidi iz odziva, jaz ga na nek način razumem, ker gospod podžupan Samo Medved je le županov najtesnejši sodelavec, pa vendarle vi ste postavili ključno vprašanje, se pravi brez epiloga, brez posledic. Zdaj vendarle vsi funkcionarji, politični kot tudi drugi funkcionarji, morajo slediti nekim visokim etičnim standardom. Zdaj še en Mariborčan, govorimo o gospodu Drago Šketi, sicer gre za drugo zadevo, se ga pa pač v prostem času, v nesluženem času, pa vendarle 24/7, se pravi, nenehno moramo paziti na svoj ugled v javnosti, v službi in izven službenega časa, tako da je dejansko odstopil z funkcije, ker je pač malo pregloboko pogledal v kozarec, tako da tudi v tem primeru, ko je prišlo do teh nepravilnosti, se pravi, da je dejansko Dr. Samo Peter Medved zahteval odstranitev tega kočljivega dokumenta iz dokumentacije že na polju, posega v to upravno mapo
In tukaj bi mogel, seveda, ko se zadeva prišla v javnost, če bi sledil tem visokim etičnim standardom, bi seveda odstopil. Jaz ne vem, zakaj se ne tako krčevito otepajo oziroma branijo na svojih položajih, ko jim, ne vem, se dokaže, da so postopali nepravilno. Zdaj, gospod Đurov je kot direktor mestne uprave, smo ga ocenjevali, da je delal dobro, da je delal zakonito, tudi vse naloge od Farmadenta je bil dejansko v prvih bornih linijah, tako da ta prelom med županom pa njim dejansko kaže na to, da je tukaj, kot ste sami ugotovili, da je politično ozadje. Zdaj, zakaj je gospod župan pokazal spis pa te dokumente dr. Medvedu podžupanu, je drugo vprašanje. Tako da seveda mi smo potem pozvali gospoda župana naj seveda razreši podžupana ravno zaradi teh kršitev. Zdaj tudi verjamem, da je tudi samemu podžupanu bilo neprijetno, ker verjetno v teh dokumentih je tudi bilo kaj obremenilnega zanj, zlasti verjetno neprimerno odnos do podrejenih, neprimerno komuniciranje. Sicer res, da tanka linija je med nekim komuniciranjem pa po drugi strani kaznivim dejanjem šikaniranja na delovnem mestu, tako da tukaj se deloma z gospodom županom strinjam, da kar vpoprek obtoževati brez res nekih trdih dokazov, zlasti če smo v polju nekih kaznivih dejanj, ne moremo, dokler ustrezne institucije same se ne vključijo v ta proces ugotavljanja odgovornosti, pa vendarle, kot pravim, etični standardi so pa tisti, ki jih moramo vsi funkcionarji zasledovati, tako da tukaj me žalosti, da mogoče sam podžupan ni prišel do tega sklepa. Dejstvo je, da ta dokument, o katerem govorimo, je bil evidentiran, je bil zaveden tako ročno kot elektronsko, tako da tukaj se zdaj neki skrivalnic nima smisla iti, je pa tudi župan vendarle tisti, ki si izbira svoje ožje sodelavce. Zdaj v politiki, tako na nacionalnem kot na lokalnem nivoju, je skozi neki časovni pritisk, so obremenitve, so določeni stresi, ampak to še vendarle ne dopušča, da nekdo iz pozicije moči, v tem primeru dr. Medved podžupan, če je, se pravi, sodelavce tudi na nek način obremenjeval oziroma se do njih obnašal nestrokovno oziroma nekorektno, je zrel za odstop, tako da jaz bi pa dal vseeno tu pohvalo tistim uslužbenkam, ki so se toliko izpostavili, pa so z Srečkom Đurom opravljali te razgovore, ki so nakazovali na te nepravilnosti, vendarle dal pohvalo, ker ni se lahko izpostaviti v nekem okolju, kjer veš, da potem lahko doživiš tudi kakšno dodatne pritiske ali pa mogoče celo kakšno maščevanje. Kakšna pa je odgovornost župana Arsenoviča v tem primeru? Zakaj niste njega pozvali kot odstopu, če je dopustil vmešavanje podžupana v postopek? Zdaj, mi smo se vprašali, zakaj je sploh župan pokazal spis podžupanu. Tu je bila tista, bi rekel, mogoče kršitev oziroma poseganje v neka njegova pooblastila. Zdaj, glede na to, da gre za odrasle ljudi, se nam je zdelo, da naslovimo ta poziv podžupanu za odstop. Zdaj, kot rečeno, gospod župan, jaz kljub današnjemu pogovoru, pa kljub vsem županovim očitkom v tej zadevi, jaz mislim, da župan sama Petra Medveda ne bo zamenjal na mesto podžupana, ker bi se mu drugače, po mojem, vsa struktura, ki je tudi prej omenjena Jelka Vrečko, ta ekipa bo potem res nasedla na čeri, tako da mislim, da tukaj ga bo župan branil do konca, zdaj upravičeno ali ne, to tudi imamo v sebi neko tisto elementarno vest, tako da mogoče še vprašanje dodatno za gospoda župana. Mi pač mislimo, da bi gospod podžupan mogel odstopiti, zdaj pa škarje pa platno ima pa tudi v teh kadrovskih najožjih zadevah župan v rokah. Kaj odgovarjate, gospod Arsenovič? Da mene to vse skupaj spominja na vsebino pravkar obnovljenega sodnega stolpa.
Tam so nekoč lovili in kurli čarovnice, tukaj imamo pa šport, podobne vsebine, samo pač besedne, pa izpostavljenosti medijskega linča, tistih, ki to mesto premikajo naprej. Bom še enkrat čisto jasen, proti podžupanu dr. Samo Petru Medvedu ni bil sprožen noben postopek in proti njemu ni tekel postopek, številka 1. Torej, on sam ni bil del delovnopravnih kršitev. Jaz sem na podlagi zapisnikov, pogovor z vsemi, ki so bili opravljeni, seveda moral razmisliti, kaj bom naredil. In ko sem videl, da je bilo v teh različnih zapisnikih, ampak v čisto drugo, zaradi drugih motivov in smeri, da sta bila omenjena, večkrat omenjena, sem z njima seveda opravil pogovor. In ker sem v tem pogovoru zaznal, da temu ni tako, me je zmotilo, prav tako pa tudi njiju in bi vsakega izmed vas, dragi tukaj sedeči in občani, zmotilo, če bi nekdo o vas si kar napisal tako rekoč sodbo, ki mi rečeš dejansko stanje, brez da bi ta, o katerem se govori, imel priložnost povedati svojo plat te zgodbe in to je vse. Dobro, o primeru naj torej presodijo pristojni organi. Aljoša, se upravičujem, samo še en medklic. Uvodoma ste rekli, gospod župan, da je, ko ste govorili o Jelki Vrečko, da je vodja kabineta v odhajanju. A ni bilo rečeno, da odhaja s koncem septembra? Pogodbo ima do 31.10. To je še 20 dni. Okay. Dobro, zaključimo to zgodbo, ki jo bomo seveda še naprej spremljali, naj bom pa tudi... In naj tudi tukaj povem, da delo v kabinetu in z uslužbenci na mestni upravi poteka popolnoma nemoteno. Morda smo sedaj dobili, ko smo na novo premešali karte, tudi nove priložnosti, da ponovno razmislimo o tem, kako delovati, kako naše dnevne urnike, tedenske, žurfikse, kako biti čim bolj učinkoviti in mislim, da nam kar dobro gre. Ja, zaključim tudi z moje strani, naj bo zelo jasno, da imamo primer funkcionarja, ki je zahteval uničenje dokumenta in se na to zlagal. Zdaj pa gremo k naslednji temi, Igor. Pa imamo spet sodbo sodnika, ki to ni. To so dejstva, gospod župan. On se je opravičil, jaz sem se opravičil, da je tam enkrat rekel, ne se uniči, kar bi verjetno tudi vi želeli, da se nekaj, kar ni res uniči, ni pa bilo mišljeno v smislu uničenja, ampak da se umakne kot gotovo dejstvo. Je pa sam toliko pametno, gospod doktor, da ve, da je to bilo v elektronski obliki in da tega niti, če bi hotel, ne more uničiti. In tudi ni želel, kar je povedal na seji javno in napisal mail in tudi komuniciral javno, da potem, ko je vedel, kdo je to napisal, s čemer se seveda on še vedno ne strinja, da naj to le bo del spisa, da bo se tudi videlo, kaj je resnica. Gospod župan, da je finančno stanje občine slabo, je znano. Kljub rekordno visokemu proračunu v višini skoraj 192 milijonov evrov ste imeli številne težave, nekatere projekte ste morali oklestiti, s težavo ste zagotovili denar za vse neobvezne naloge, pri čemer boste denimo športu denar za letos izplačali šele prihodnje leto, enako je na področju štipendij, denar je zmanjkalo tudi za projekte participativnega proračuna. Problem podfinanciranja strani države rešujete že več let. Kje so rezultati, oziroma da vprašam drugače, zakaj jih ni? To je zdaj pa zanimiva tema, usmerjena v prihodnost, s katero se ukvarjam tako rekoč vsaki dan in sem vedno bolj slabe volje, zato ker so tudi številke in škarje, če temu rečemo, vedno hujše. Vse naloge, ki ste jih prej našteli, participativni proračun, šport in štipendije, so neobvezne naloge, torej so nekaj, kar lahko kot skupnost naredimo, vkolikor imamo za to dovolj denarja. Predpogoj za to pa bi bil, da bi nam država zagotavljala toliko denarja, kolikor nam daje tudi obveznih nalog. Pa da bom čim bolj nazoren in kratek. Od leta 2018, ko je bila pokritost obveznih nalog z prihodki, se pravi, na eni strani imaš nalogo, kaj moraš narediti, to stane toliko, na drugi strani pa imaš dohodnino, glavarino ali pa povprečnino, karkoli temu rečemo, torej pri financiranju lokalne skupnosti, je bila delta 19 milijonov, lani je bila 20, letos je 27,5, projekcija za drugo leto pa 34 milijonov minusa.
In ko mi nimamo denarja za obvezne naloge, se pravi, jaz niti ne smem potem izvajati neobveznih nalog. Vem, da je to težko razumeti, vem, da je to boleče, ampak ne morem reči, da bom dal denar več v letni program športa ali pa Karitasu ali pa Rdečemu križu ali pa varni hiši, ker bi to bilo politično seveda dosti lažje in istočasno ne plačevati plač, ne vem, gasilcem, knjižničarkam ali pa vzgojiteljcem v vrtcu. Se pravi, prioritetno moramo plačati račune za obvezne naloge. Zdaj pa investicije, pa še tretja stvar, ki je tu pa žal tako mestni svetniki deloma kot občani zamenjujejo, pa je, ja, ker se gradi, ni denarja za štipendije. Ne, ni res. Gradnja se financira projektno iz kreditov in iz drugih virov in vse, kar smo do sedaj naredili, smo dobili več kot 1 evro zraven. In, zdaj bom pa citiral medije, v Mariboru se gradi največja investicija na področju zdravstva v zadnjih 30 letih zdravstvena postaja Magdalena. V Mariboru se gradi največji multigeneracijski kulturni center Rotovž. Maribor je dobil po 1000 letih atletsko dvorano. Maribor se vrača k reki. Maribor izvaja aglomeracije. Maribor je načrtoval in ima že cel projekt narejen za zdravstveno postajo Magdalena, kjer že 50 let teče noter. Se pravi, vse projekte, ki smo jih delali, bi še enkrat naredil in sem izjemno ponosni. Hvala, dragi vsi moji sodelavci, da kljub vsem tem nesmislom in pritiskom uspete najti čas, pozitivno razmišljate in delate za dobrobit tega mesta naprej. Kar se pa tiče podfinanciranosti, pa je bilo 36. rok, ko so delovne skupine ugotovile in so ugotovile, cela moja mapa tukaj je, samo s tem se v bistvu ukvarjamo na vseh združenih ZMOS, SOS, včeraj Zoom, pogajanja z državo, nisem vedno prisoten, vem pa vse, kaj se dogaja, v upanju, da bo država končno našla nek način, da tisto kepo denarja, ki ga ima za financiranje lokalne skupnosti, razdeli malo bolj pravično, se pravi 40 do 65 občin, odvisno kaj gledaš, so podfinancirane. Skupni znesek, ki manjka do tega, da bi vsi dobili denarja, kolikor bi ga morali dobiti, je približno 200 milijonov samo, relativno samo, za celo državo. Maribor seveda tu odnese najslabše, imamo podfinancirano že 24 milijonov, se pravi od vseh 200 milijonov v celi Sloveniji Maribor prispeva k temu 24 milijonov in to vsako leto. Teda, če bo šla povprečnina gor ali pa tisti znesek za povprečnino samo tistim, ki dobijo v bistvu manj, mi ne dobimo niti 700 evrov, koliko je predlog ali pa izračunano, ampak 630, nekatere občine pa dobijo tudi 1500. Se pravi, faktor je iz te formule, ki je trenutno veljavna, 2,5. Se pravi, ali je treba spremeniti formulo, ali pa je treba reči, da je formula takšna in da bomo iz drugih virov zagotavljali denar. Mi smo drugo največje mesto, obmejeno mesto, kjer se 40 000 ljudi vozi ne iz našega mesta, ampak Koroška, Štajerska in Prekmurje v Avstrijo. Prejšnjo sredo sem šel sam brez šoferja na poslovno srečanje na Dunaj in sem, če bi se slučajno generalmajster zbudil in bil z mano v avtu, bi mislil, da smo mi mejo še malo severneje postavili, ker so na cesti bili samo mariborski avtomobili registracije na poti iz Šentilja do Gradca. Žal vemo, da temu ni tako, ampak cela država gleda, če gleda, stran gleda, da imamo demografski kolaps počasi in če ne bomo ščitili tega, kar je najbolj pomembno v državi, to so ljudje, in če ti ljudje ne bodo, kljub temu, da jim tukaj zagotavljamo vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo in univerzo, našli tukaj delovnih mest, potem je nesmisel vse, kar počnemo in se hvalimo z vsemi mogočimi gradnjami. Zdaj, če je torej delovna skupina pri ministrstvu prišla do rezultatov, ki kažejo na to, da so nekatere občine bistveno bolj podfinancirane kot druge, kdaj si torej obetate rezultate vi? Neki rezultati na osnovi teh ugotovitev bi morali slediti in to verjetno v kratkem. Odločitev je kot vedno seveda politična. Imamo 212 županov, ki prav gotovo vsi delajo po svoji vesti najboljše, kar je možno, in noben župan, ki je bil izvoljen in ki pokriva delovanje svoje, tudi čeprav majhne občine, seveda se ne bo odrekel denarju za dobrobit kogarkoli drugega, ker ima sam prav gotovo več kot dovolj projektov, ki bi jih rad izvedel. In pričakovati neko
soglasje nas, ob tem pa, da vsi vemo, da je itak premalo denarja v te vreče, ta usmeritev mora priti od zgora navzdol na podlagi vseh tudi demografskih rezultatov. Mislim, država ima tudi pravzaprav svoje institucije, ki se jim reče SURS in podobno, kjer se to vse vidi. To, kar mi za od spodaj navzgor skušamo povedati, je lepo in prav, ampak država bi morala v resnici sama skrbeti za enakomen regionalni razvoj. Jaz sem zelo, zelo vesel, da se Ljubljana razvija kot mesto, kot naša prestolnica, ampak razmeri do drugih nekaj tu ni okej, ne? In če tudi Ljubljana je podfinancirana, ne? Njim gre pač na roko, da imajo zakon o glavnem mestu. Gospod Kaloh, mariborski poslanci bi lahko in bi morali pri problemu podfinanciranja veliko pomagati. S tem vprašanjem ste se sami ukvarjali že v prejšnjem mandatu, rezultatov ni. Kaj točno ste kot poslanec glede tega naredili in še podvprašanje, kako poteka sodelovanje med vami in mariborskimi poslanci Gibanja Svoboda glede tega vprašanja? Hvala lepa za vprašanje, se mi zdi na mestu. Jaz zdaj kot poslanec že drugi mandat sem se vedno zavzemal tudi na področju ustreznega financiranja mojega rodnega mesta Maribora čez predloge, kot so zakon o mestnih občinah, ki pa žal ni šel čez proceduro oziroma se že v štartu ustavil, zaradi tega, ker enostavno ni bilo dovolj podpore pri drugih poslanskih skupinah. Zdaj, ko ste omenjali poslance Svobode, mislim, da jih je 5 iz Maribora. Zdaj za našo rodno mesto Maribor, drugo največje mesto, se pravi regionalno središče, po moji oceni skrbijo kot poslanci slabo, se pravi dobene iniciative, dobene proaktivnosti, da bi mogoče županu tukaj, sicer pri upravičenih kritikah o podfinanciranosti strani države preskočile na pomoč. Je pa res, da po drugi strani je ta zimzelena viža, ki jo gospod župan vedno govori, kako je ambiciozno načrtovan proračun, potem pa imamo, ne vem, vrsto rebalansa. V letu 2022 smo jih imeli 8, kar je bil absolutni rekord za mesto Maribor. Zdaj se bomo spet obadali z rebalansom za leto 2023. Mi ocenjujemo, da so vsi ti proračuni, ki si gospod župan za mestno upravo zastavi, nerealni in neracionalni. Zdaj mi vedno opozarjamo prvič na proračunska načela, na veljavne predpise, ki tudi našo občino zavezujejo, in predvsem to vedno poudarjamo, da mora biti proračun naravnan za zadostitev potreb meščanov in meščank, da v primarni vrsti smo servis našim prebivalcem. Ja, ampak vseeno pozabljate na obrobje mestne četrte krajevne skupnosti, vse o tem še bomo verjetno potem govorili, o trenutnih projektih, ki tečejo, sicer za zamudo pa vendarle, in pa da se tistih projektov, gospod župan, lotevate, ki ima neko zaprto finančno konstrukcijo, ker potem ne morete konca s koncem povezati, ker vedno potem zmanjka denarja, kot smo videli, da je zmanjkalo na Lento. Samo še to mi dovolite, ker sem prej zasledil, da ste rekli, da ste bili na poslovnem srečanju na Dunaju. To zdaj ste bili na srečanju v okviru vaše funkcije ali poslovno tak, ne vem, ker ste pač lastnik določenih podjetij, to da zaradi gledalcev in poslušalcev, da vem, v kakšni vlogi ste bili na Dunaju, čeprav sicer pogrešam bolj plodno mednarodno sodelovanje. Ampak je treba neki dvom dati v to, ne? Ne, boste pač pojasnili, ker ste rekli poslovno srečanje, boste pač, kaj se pa tiče vsega, kaj je gospod Selan povedal, umanjkanje štipendij, pa tega mi smo bili seveda frapirani, ko je gospod župan se referiral na Ljubljano, tam še vedno štipendiranje za izredne oziroma za nadarjene dijake in študente poteka nemoteno, kljub podfinanciranju, tako da vi ste potem to po pritisku javnosti spremenili s štipendij za nadarjene v kadrovske štipendije. Jaz sem vam že povedal na seji, da to deficitarni poklici so v domeni, pa kvarjen s tem v države, ne zdaj mestne občine, tako da tukaj smo bili res... Vprašanje je bilo, kako boste vi kot poslanec naredili, zato da bomo podfinanciranost rešili. To sem že odgovoril. Ja, niste, ker vi ste zdaj še vedno poslanec, govarjali ste se na poslanci Gibanja Svobode, ste pa tudi vi poslanec, lahko date zakonski predlog, pa se to reši. Potem pa res nemam problem s štipendijami, bomo imeli Kalohove štipendije. Torej, vprašanje za oba. Ali Maribor torej res nima nobenih možnosti, da na zakonit način v primernem času uredi vprašanje podfinanciranja? Kaj pa recimo tožba proti državi, ki jo je obljubljal oziroma napovedoval svetnik Igor Jurišič?
ali pa kakršnekoli druge možnosti. Ja, se strinjam, samo da zaključim tisto misel z štipendijami. Se pravi, gospod župan, zdaj vi zamikate štipendije v naslednjo leto, ne v proračun za leto 2024 z možnostjo potem ne, v letošnjem letu financiranja za nazaj. Že podpisal. Ja, ampak dijaki pa študenti so pa zdaj začeli svojimi obveznostmi septembra, oktobra. Se pravi, si bo zdaj sami svojega žepa plačevali, ne, potne stroške. Teh dijakov je bilo 35, ja, da ne bi zadejali take tudi 35 mentalnih biserov ne smemo podcenjujoče obravnavati, po mojem. Zdaj, kaj se pa tiče vprašanja gospoda Selana, seveda, ne, to je ena izmed poti, ne, tožbo proti državi, zdaj vprašanje, ne, tukaj bo na drugi strani državno pravobranilstvo, ki je tudi vešče to vrstnih, ne, potez. Jaz predvsem ocenjujem, ne, da moramo, kot rečeno, proračune zastavljati bolj realno pa racionalno, potem pa ne bo nekega manjka pri sredstvih. Okay, najprej da pojasnim, bil sem na Münchnu na Expo Real, največji sejem, kjer se srečajo investitorji države, regije in je imel stojnico tudi naš Spirit. Regionalna razvojna agencija je bila tam za svojimi projekti, ker iščemo investitorje in sem seveda tudi sam si šel ta sejem ogledati, žal mi je, da nisem bil že kakšno leto prej tam, ker je tudi sedaj, ko vemo, da bomo potrebovali seveda tudi druge investitorje, ker sami vsega ne zmoremo za vse mogoče gradnje, je bilo lepo vidno, kako si prizadevajo mesta, kjer mi mislimo, da vse samo po sebi teče, ne vem, Berlin, Hamburg, Düsseldorf ali pa Finska ali pa Barcelona, kako zelo se trudijo, kako zelo dobro prezentirajo svoje potencijale, svoje zemljišča, svoje degradirane cone, zato da bi našli investitorja, ki bi tam pomagal mesto graditi. Mi imamo precej tega, MTT, KPD, še en kup drugih izzivov, parkirne hiše, zato sem bil tam, da sem si ustvaril sliko in drugo leto bomo prav gotovo tam se tudi kot mesto Maribor prezentirali. Sedaj niti nismo imeli vizuala primernega drugim, torej bi slabo izpadli. Zdaj pred vami, gospod župan, je rebalans proračuna za letošnje leto. Z njim morate zagotoviti dodatnih 1,9 milijona za vrtce in šole, če se ne motim, pa milijon za subvencije za mestni avtobusni promet in še kup drugih prerazporeditev bo potrebnih, med drugim tudi za domsko oskrbo. Zakaj vse točno denarja ni dovolj in kje ga boste vzeli predvsem? Zaradi nasprotovanja mestnih svetnikov v obdobju januar-juni ali pa januar-maj smo izgubili že ne 3-4 milijone na seveda neljubih podržitvah, ampak tam si občina ni delala plusa, ampak se je samo brala, da ne bi delala več minusa, ker so se dvignile plače, energente in podobno. To smo potem junija naredili, na vrtcih smo to naredili premalo, pred največjim dvigom cen v vrtcih v zadnjih letih, kjer itak občina mora v svojem deležu zakonitem zagotavljati več denarja, smo mi od prejšnjih dodatnih 1 milijona, sedaj z temi vsemi nesprejemanih predlogov financiramo še več, torej 1,9 milijona. Se pravi, teh 900 tisoč manjka, pravzaprav manjka 1,9 milijona, zakaj bolj pametnega. Naši vrtci so v takem stanju, da nam je lahko nerodno, ampak če porabimo denar najprej za financiranje staršem, potem ne moremo nikoli narediti novega vrtca, tega okna ni. Se pravi, ena izmed stvari je, da prijemo na financiranje vrtcev tako, kot to nalaga zakonodaja, ki je dovolj dobro razmisla v različnih razredih, različne obremenitve staršev glede na prihodke in en kup takih stvari še moramo urediti. Enako je bilo z gondolo, enako je bilo, torej še vedno smo morali ne vem koliko mesecev več subvencionirati delovanje gondole, enako je bilo z javnim potniškim prometom. Se pravi, jaz vem, da je lepo slišati, kako se nekdo, katerakoli svetniška skupina bori za katerokoli dejavnost v mestu, ampak kot svetnik si funkcionar, moraš imeti odgovornost prav tako kot župan za celotno sliko v mestu in potem se ne moreš samo navijati za nekoga bi mu dal, ker moraš potem pač vedno nekomu vzeti, tega pa noben ne pove. Komu boste vzeli? Tega niste povedali. Kje, z katerih postavk boste imali, da boste to, kar morate zagotoviti do konca leta z rebalansom, pokrili? Mi smo, ko smo delali projekcije v mesecu aprilu, maju, je bila slika slabša, zato smo začeli z postavljanjem pod vprašaj izvajanja v 100% tako na področju nevladniške kulture, kot na področju športa, ki je bil najbolj glasen, medijsko izpostavljen in smo na srečo ali pa na žalost
uspeli v vmesnem času odprodati toliko našega skupnega premoženja, da bomo sedaj lahko dali denar za programe. Nobenemu ne bomo zrabili zdaj v tem trenutku nič vzeti. Bo pa leto 2024 iz tistega že potrjenega v prvem branju proračuna 41,8 milijonov, bomo šli bistveno dol, ker so se od takrat so spremenjene okoliščine, tako kar se tiče dviga, torej vpliva dviga cen zaposlenih, energentov, izgube koncesnine za leto 2023-2024 od Dravskih elektrarn ali pa zapravo od Ministrstva za vodne vire. Tada je kar precej spremenjenih okoliščin, ki bo morale bistveno oklestiti, in če ne bo velikega poka pri financiranju druge največje obmejne občine, te naše ljube države, na 160. obletnici 3. gimnazije je bilo ugotovljeno, da ta gimnazija stoji tukaj v 6 državah. Zdi se mi, da se včasih v 6 različnih tvorbah državah in zdi se mi včasih, kot da si mi mislimo, da se je to zgodilo zadnjič, da bo pa zdaj še naslednjih 10.000 let točno tako kot je, da bo Slovenija takšna kot je. Jaz mislim, da smo počasi, glede na demografsko sliko, glede na številke, bomo mogoče mi te meje imeli, ampak v okviru naše države, vsaj na severu, pa bo Slovencev vedno manj, ker bo našli bistveno boljše pogoje drugje in to je resničen problem naše države. Samo da potrdimo, rebalans ne zahteva po vašem nobenih prerazporeditev, vse, kar bo treba zagotoviti, da dodatnega denarja bodo prihodki prišli iz kapitalskih prihodkov, torej iz prodaje zemljišč in ostalega predvidenega. Konkretno ne vidim nobenih rezov na občutljivih za moje drage someščanke in someščane vsebinah, ki so bile nekaj časa pod vprašajem, sedaj pa niso več že nekaj časa, to smo komunicirali. Na koliko pa ste znižali proračun v letu 2024? Projekcije kažejo, da bomo verjetno šli na 130, če ne celo na 125. Iz 192? Ne, 192, iz sprejetih 141. 192 v letošnjem letu. Letošnje leto je bilo prav posebno, ker smo zaključujemo še vedno z vsemi napori, da bi prišli do cilja, danes smo že 11.10. Vse projekte, ki so bili sofinancirani v prejšnji finančni perspektivi 2013 do 2020 plus 3, torej plus 3 je konec tega leta in letos smo imeli na srečo odlično olimpijado za mlade, kjer je bilo treba do julija zgraditi svojo infrastrukturo in iz razpisa, kjer smo bili uspešni na Pohorju, se pravi, kar gradita in končujeta vmesna postaja in Ruška, dali smo 1,5 milijona, dobili 7,5 za razvoj našega dragega Pohorja. Vsi ti enormni projekti so v izvajanju, bodo predani v korist občanom, tako kot, ne vem, igrišče Iva Daneva, kot en najboljših primerov ureditve okolja in tudi Nabrežje bo počasi prešlo v uporabo. Za drugo leto gremo bistveno dol in potem, če ne bo še enkrat velikega poka na financiranju našega mesta, potem mi ne bomo mogli, kljub temu, da sem si izboril na mesto 17-22 milijonov iz CTN-ja in za regijo Podravje na mesto 84-89 milijonov v pogajanjih z vsemi drugimi deležniki, mi ne bomo mogli počrpati nič od tega, ker ne bomo mogli zagotavljati svojega lastnega deleža, ker se bomo ukvarjali samo s tem, če imeli denar za programe, ki jih rabimo na sociali, na kulturi, na nevladniških projektih, na, ne vem, varni hiši, vrtcih in v teh osnovnih zadevah. Se pravi, za razvoj je mesto Maribor reklo v letu 2024, ko bomo končali te že začete projekte Center Rotoš, upam, da tezno začnemo še graditi zdravstveno postajo Magdalena Sedela, je konec. Gospod Kaloh, kje vi vidite, kaj bi se moralo zgoditi z rebalansom proračuna in pa se vam zdi verjetno, torej, da se bo vsa ta razlika pokrila s kapitalskimi prihodki? Ja, zdaj rebalans proračuna za leto 2023 se tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani se spreminja. Zdaj seveda kot mestni svetnik sem si seveda pogledal zadeve. Jaz se strinjam, da se sredstva, ki se znižujejo na posameznih proračunskih postavkah, zdaj stroški plač, gospod župan je tam minus 20 000 evrov,
verjetno populistična poteza. Tudi kabinet župana 88 manj zaposlenih je počasi, ne z upokojevanjem, ne z odpuščanjem. Dobro, kabinet župana 88 evrov, ki gre tudi tam na mednarodno in medmestno sodelovanje. Kar je škoda za mesto, ja. Se strinjam in tudi medklic, rekli ste, da ste bili na Dunaju, ne v Münchnu, tako da mogoče boste mogli uskladiti privatne pa službene urnike. Bil sem v Münchnu, pardon, če sem na Dunaj ste šli mimo Dunaja? Lapsus, dobro, okej. Grad sem mislil, da sem se peljal, Šentilj Grad. Dobro. Se pravi, zdaj, ko smo pač tukaj pri postavki medmestno sodelovanje, meni se res zdi tudi mizerno, da zdaj bomo imeli na tej postavki 14.000 evrov, se pravi za 9.000 evrov se znižuje, ker gospod župan, mednarodno pa medmestno sodelovanje že zaradi prestiža samega mesta zelo pomembno. Jaz se ne spomnim, pa tu živim že skoraj 50 let, kdaj je pod vašo vladavino mestno, se pravi v prejšnjem mandatu pa zdaj bil tukaj na obisku res kakšen, bi rekel, izpostavljen, ne vem, športnik iz družbenega življenja, ne bom zdaj govoril Dalaj Lama v mandatu Franca Krajla, ampak nekdo, ki bi lahko se mesto tudi pohvalilo, da pa je odprto za nekšne kalibre, da rečem, svetovnega formata. Se pravi, zdi se mi, da smo zaprti v tej našem mariborskem okolju, ki ga sicer vsi ljubimo pa občudujemo, ampak vendarle se mesto mora bolj odpirati, da se ga nekako tista oznaka, da smo preveč zaprti, vendarle otresi, tako da tukaj se nam zdi postavka res nepotrebna. Bomo podprli ta amandma za povečanje tega. Velja. Zdaj, kaj se pa tiče tisto, kaj pa prevzela financiranje države, recimo tekoči transferi za zavod z področja kulture, se pravi v slabih 200.000 evrov, to je del, ki pač bo ga država zdaj sfinancirala. Kaj se pa tiče, zdaj ne vem, gospod župan, ko ste govorili, osnovna dejavnost vrtcev in popusti za vrtce je povišanje skupaj za 2 milijona evrov, osnovna dejavnost, ko pa govorimo o investicijah vzdrževanja vrtcev, pa na odhodkovni strani minus 650.000. Zdaj to pomeni, ali ste vi že v štartu slabo planirali te odhodke, ali pa enostavno ni denarja zdaj za investicijska vzdrževanja vrtcev? Slabo smo planirali odziv mestnih svetnikov na naše predloge v mesecih januar, maj, in ker vi niste potrdili večjega dviga vrtcev, je šel denar za subvencijo staršem za njihove otroke in zato nimamo denarja za vzdrževanje vrtcev, ker denar je pač končen, ker tiskarne nijemo. Seveda, ampak vi pa razumete opozicijsko vlogo, pa tudi širšo vlogo, ki jo imamo, zavedanje svetnikov, da pa starše ne moremo obremenjevati po dodatnih podražitvah, ravno tako gospod Arsenovič v šolah. Mene bi z veseljem, jaz imam 2 otroka vrtcev, enega. Verjamem, ampak tudi investicijsko vzdrževanje šol tudi minus 544.000 evrov. Se pravi, to starši vendarle gledajo, občani to gledamo, tako da na teh postavkah si ne bi smeli privoščiti. Se strinjam, predlog imamo že z večino za naslednjo sejo, znižamo subvencijo na vrtcih za 1,9 in damo vse v ta isti znesek, damo vse v vrtce vzdrževanje in novogradnje tam, kjer imamo vrtce, ki se jih pravzaprav lahko sramujemo. Zmenjena? Konstruktivni predlog, seveda bomo imeli še... Kako boste potem pokrili plače? Tako bolj bo pa za plače zmanjkalo. Ne, to ni za plače. Plače mi imamo v zgornji formuli, kjer zagotavljamo. Mi pa na to vse damo še 1,9 milijona dodatno staršem. Do letos, ko smo imeli, preden smo imeli ta enormni dvig cen vrtcev, zaradi dviga cen energentov in plač, smo to vsa leta subvencionirali 1 milijon. Letos, ko nam gre pa najslabše, pa so se mestni svetniki odločili, da bomo pa zdaj subvencionirali celo več kot prej 1,9. In sedaj smo mi sklenili dogovor, da več tega ne bomo delali, ampak bomo raje dali v vzdrževanje vrtcev. Jaz se strinjam, hvala, to je odlično. Cena vrtca bo pa potem dražja spet. Bo dražja, ampak bo doletela tudi vam, dragega župana, ki bo potem več za svojega sina z največjim veseljem plačeval za vrtec, kjer se dobro počuti in je 40 ur na teden tam in je ta znesek relativno za hrano vred še vedno nizek, ker ga občina že itak subvencionira v osnovi. Gospod Kalov, se strinjate s tem predlogom? Glejte, seveda, zdaj župan je hodil tako všečno pred kamerami že, kako bi rekel, neko zavezništvo vzpostavljati, sicer tu so preveč resne stvari, da največja opozicijska stranka v mestnem svetu ne bi opravila nekih poglobljenih razprav v širšem omizju, tako da jaz sem sicer vesel, da je vendarle župan pripravljen prisluhniti tudi opoziciji, ampak kot rečeno, mi smo resna stranka. Meni se pa večkrat zdi, gospod Kalov, da imamo mi največjo opozicijsko stranko, svetniška skupina Arsenovič za Maribor,
in da imate vi pravzaprav koalicijo z Gibanjem Svoboda? Jaz mislim, da še bo pol v nadaljevanju debata, verjetno ne, o teh razmerih, tako da mi smo bili vedno konstruktivna opozicija in vedno smo podpirali dobre predloge za naše občanke pa občane, vedno. Zdaj, ko govorimo o finančnih težavah občine, je velik del razlogov za luknjo blagajni dejansko v podfinanciranosti strani države, absolutno, pa vendar. Edini razlog. Del odgovornosti nosite tudi vi, župan, s preobsežnim investicijskim ciklom, ki ga ne morete več spremljati. Posledice se najbolje kažejo pri obsežni obnovi Lenta. Če bi vi recimo postavili vprašanja, ne pa trditve, ne? Mi ga dobro spremljamo. Pridem do vprašanja, če mi dovolite. Ne, okej, ne, ker treba je stvari postaviti nek kontekst, predno lahko postaviš vprašanje. Okej, aha, samemu sebi rečeš, okej, ne, nisem da vprašaš. Lahko dokončam. Ja, seveda. Hvala. Se imate napisano. Seveda. Zdaj posledice se najbolje kažejo pri obsežni obnovi Lenta, ki že krepko zamuja, sicer pa zaradi pomankanja denarja ne bo izvedena v celotni načrtovani obliki. Zdaj, kakšne so zadnje novice z gradbišča na Lentu? Kdaj se bodo dela končala, kako škrbast bo na koncu Lent, oziroma kaj se predstavlja v naslednja leta? Kar nekaj vprašanj. Torej, ureditev Nabrežja je del projekta Dravske promenade, ki je dolga 14 km. Sedaj govorimo o 25 000 kvadratnih metrih urejevanja od Studenške brvi do vodnega stolpa. To je se pravi samo en del celotnega projekta, ki je že narejen, zarisan in katerega drugi del se izvaja, je končal za splavarsko brvjo, tretji poteka razširitev pod medicinsko fakulteto do dvoetažnega mostu in potem še lani je bilo narejeno kolesarska steza v Melju, tam pod bivšim Masajem proti Malečniku. In je to seveda en najbolj zahtevnih projektov, ki bo popolnoma spremenil naše dojemanje mesta teh generacij. One starejše so živele ob in v Dravi, dokler tukaj ni bilo elektrarne, sedaj bomo pa tudi mi ne več živeli od Drave, ampak bomo se vrnili k Dravi, kar kažejo tudi gibanje ljudi, kljub temu, da se gradi, je Lent že sedaj poln in bo bistveno bolj poln. Vidite, zdaj ste vi tudi postavili kontekst, ne? Zdaj pa še odgovorite na vprašanja. Da smo na srečo ne pri atletski dvorani imeli toliko zamud, ker potem EOF-a ne bi bilo, da je tukaj pa bilo zelo zahtevno, ker je 8 različnih podjetij istočasno delalo in so bili soodvisni od drugega. V vmesnem času smo naredili toplotno črpalko v pristanu, kar je vsaj malo diverzificiralo naše vire energetske, uredili dostop v pristan, DEM skladno z tem razvojem Nabrežja sledi z utrjevanjem nabrežin z svojim podjetjem RGP, ki pa tudi ni mogla vedno izvajati del, ker je bila visoka Drava. Sedaj je ta problem rešen in pospešeno delo, vsak dan je na gradbišču med 50-100 ljudi in smo že trgatev naše najstarejše trte na srečo imeli na nekem tak dovolj sproščenem prostoru in jaz upam, da bo martinovanje, ki bo potekalo malo pred 11. novembrom in potem še kakšen dan več, ugledalo še boljšo luč, torej da bomo povezani da bomo prišli z deli mimo starega mostu. Je pa res, da objekt ne bo takšen, kot je bil zamišljen, ko smo začeli in smo en del urejevanja teh tako imenovanih plaž, ki so 3, ena je pred pristanom, druga je pred najstarejšo trto, tretja pa na vzhodnem delu starega mostu. Smo to prvo, zadnje omenjeno, dali ven že, ko smo načrtovali proračun, ker smo videli, da ni denarja. Drugi del so odnesle koncesnine zmanjšane, 1 milijon približno za to leto, tretji del pa podražitev atletske dvorane, tako da upam, da bomo ta del stika z vodo rešili v letu 2024. Kar se pa tiče, če imate še tu kako vprašanje, ali grem sam na promet in te teme? Do prometa še pridemo. Zdaj, gospod Kaloh, najprej morda vaš komentar. Razumete te argumente ali menite, da bi se investiciji morali lotevati drugače? Da ne bi prihajali do tega, da jih ne bi zaključevali? Zdaj, gospod župan, ima malo samolo, da sem jaz doma v neposredni bližini Lenta, na začetku strme, se pravi na Dravskih terasah, in vsakodnevno vidim, kaj se dogaja na gradbišču, ker pač ne vem, ali grem na sprehod
ali kakorkoli se peljem s kolesom. Se veselite kaj zdaj? Zelo, seveda, vse sem rekel, 50 let sem že skoraj v tem mestu, ki ga srčno ljubim in spoštujem. Zdaj, jaz sicer ne vem, kje gospod župan vidi 50 do 100 ljudi, ne? Jaz jih res, oprostite, zdaj, kdaj ste bili na zadnje na Lentu, jaz jih nisem nikoli naštel do 100, na 100, tako da res mogoče to malo spet potencirate. Nekaj jih je, ni pa jih 100, definitivno jih ni 100, jaz jih nisem videl. Zdaj, obnova Lenta naj bi stala tam 7,5 milijona evrov. Zdaj, jaz upam, da teh, ko ste prej navezovali na evropska sredstva, da 2,4 milijona evrov ne bo ogroženih, ne, do konca leta, verjetno boste kaj na to temo še povedali. Zdaj, na promet, ko ste rekli, še pridemo. Jaz predvsem zdaj, gospod župan govori o preporodu našega mesta zaradi te obnove Lenta. Zdaj, mi se lahko pogovarjamo o sami estetiki, ne? O sami estetiki, zdaj beton, tlakovci, bojda še bo pol prišlo neko ozelenitev v prihodnjih korakih, pa vendarle zdaj sama ta nova fasada, to lipšpanje Lenta bo mogoče za oko privlačno, ampak zdaj pa pravim, ker Lent zelo, zelo dobro poznam, zdaj, če ne bo nekih dodatnih vsebin, ne, poleg, bi rekel, te gostinske dejavnosti, pa določene galerijskih zadev od vodnega stolpa, pa židovskega stolpa v tem ožjem delu Lenta, jaz ne vidim, kakšna bo tista res dodana razvojna dejavnost. Zdaj, v tem delu, ko je država poskrbela za financiranje dodatnih turističnih kapacitet, kjer je tudi gospoda župana podjetje je bilo deležno kosa te pogače, 1,8 milijona za Žički dvor, se pravi, da tukaj bo neka dodana vrednost, ne, samega turizma, na Lentu to vidim, ampak gospod župan, vendarle ste se tukaj za to široko poteznostjo, ne, teh plaž, pa ne vem, tudi v končni fazi te nove brvi, ne, ste se resnici na ljubo zakalkulirali. Drugače bi Lent že mogel biti končan maja 2023, zdaj tu občani gledamo to žalostno gradbišče še vedno. Jaz imam sicer še en predlog. Jaz na Lentu res pogrešam nekaj, da bi to bil res neki turističen magnet, poleg siceršne lepe vedute, ne, ki jo imamo, ne, zdaj sicer jo Kazita Brv z Starim mostom, ne, Stari most je zdaj, ne, malo s tem siceršna veduta skažena s to novo brvjo. Ne, jaz razumem vašo idejo, pač te krožne poti, pa ko ste razlagali širše te Dravske promenade. Veste kaj, jaz pogrešam, da bi bila recimo na Lentu kot neka, pa s tem zaključujem ta del, Mariborska aleja slavnih, ne, čisto resno mislim tisti, ki so se v Mariboru rodili ali pa v pozitivnem kontekstu doprispevali Mariboru. Jaz sem si pogledal od Rudolfa Maistra, Josipa Hutarja, Leona Štuklja, Hermana Potočnika, Nikolo Tesla, on je pač neke tehnične načrte tudi v Mariboru risal, Drago Jančarja, Valtera Wolfa, Mime Javšovec, Vimildonske prevakanje, se pravi, da bi vendarle turisti, ki bo prihajali razen pač te promenade, še mogoče spoznali tiste naše Mariborčane ali pa tiste, ki so bivali v Mariboru, pa so imeli neki doprispevek k našemu mestu, da bi bilo še nekaj več kot pa zgolj same obnove, ne? Da bi vi vendarle bili tudi kot župan bolj proaktivni, kot generator idej, ne? Da bi se imeli še pol s čim, ne, Mariborčani smo ponosni, dajmo še pol dan tisti doprinos tem našim, da jim postavimo neka obeležja, ki bi jih pol tujci lahko občudovali, slikali. To je moj predlog, no. Če sem prav razumel, postavimo tistim, ki so že umrli kipe, tisti, ko so še živi, pa se moramo tam sprehajati, da se bo z nami lahko slikali. Torej povabimo Mimo Javševec, poslanca, pa župana, da vedno tam hodiva in dajemo vsebino. Ne, z malo šale. Malo se šale. Mislim, sem spominsko obeležje. Mogoče bi vseeno rekli kaj o prometu. Bodimo veseli. Najprej naj župan odgovori. Jaz bi prosim, najprej imamo to. Vem, da včasih kakva beseda uide, ampak za tako redko, kdaj uide v plus smer, ne tako pri mesarju, da se nikoli ne zmoti, ne, v svojo škodo. Če vsak dan tam hodite, pol verjetno tudi vidite vso to zemljino, ki se že navaža, ne, v vse te lukne, ki ljudje niso vedeli, čemu služijo ozelenitvi, se pravi eno odlično krajinsko rešitev. Menite, da ta bojda, ne, za zelenitev komaj čakamo, oktober je ta mesec, ki ga smo čakali zaradi primernosti časa, da se ta nabrežje tudi ozeleni. Mi imamo tam 3 vsebinsko močne točke, od katerih se vsaka neverjetno prav v tem času razvija. In ena je hiša najstarejše trte, Zavod za turizem dela odlično, dogodkov imajo več 100,
primerjavi prej na leto podaljšujemo martinovanje, podaljšujemo trgatev Stare trte, celo mesto so aktivirali, vinari so tukaj, bil je kulturni dogodek v času trgatve, 3 koncerti, ulično gledališče, potem imamo tukaj novo kulturno četrt Minoriti, osmišljeno programska vsebina, gospa Ksenija Repina je mislim, da je naredila 180 novih kulturnih vsebin, imamo tržnično dejavnost, mlečno-mesni paviljon, tudi tržnica prireja različne dogodke, vključuje pridelovalce, glasbo, kulturo in če bi vam seštel v zadnjem letu, mislim, da je prišlo njih 500 dodatnih dogodkov v enem letu različnih velikosti in seveda tam imamo identifikacijsko točko na srečo neko našo, da je to hiša najstarejše trte, ki je dobila sofinancerska sredstva za prenovo, torej drugo leto bo spet korak naprej, muzej najstarejše trte imamo, in na srečo imamo tudi mlade vinogradnike, ki prenos generacije kar uspešno, vidim, da mladi delajo modernejša, bolje prodajna vina. Se pravi, tam na tem našem nabrežju se srečajo kultura, tržnična dejavnost in tradicija že itak. In za kulturo smo pa dobili tudi nov trg, ta trg najstarejše trte, ki je bil prej poln koric, kanca smeti in tako imenovanih vodnjakov, spraznjen in upam, da bom dočakal še na koncu tega mandata tudi tisti oder, arhitekturni natečaj že bil narejen, ki bo lahko omogočal ponovno kulturne vsebine iz vode kot nekoč v tistem pristanu pri vodnem stolpu. Župan, kako pa bo s prometom? Zdaj, kot ob zaprtju Koroške ceste, je del javnosti vznemirila napoved, da se bo tudi Lent zaprl za promet med Sodnim in vodnim stolpom. Kakšni so konkretno načrti glede prometne ureditve? Torej, celotna poteza na Lentu je približno 1,300 km gledano od Studenške brvi do Niagare, na primer, ja, ali parkirišča pod Titovim mostom. V delu najbolj bomo ščitili z režimom ta najstarejši srednjeveški del med obema stolpoma z potopnim valjem, tam bo poseben režim. Ostali del Lenta tega je približno 450 metrov, ostali del Lenta bo pa vedno dostopen 24 ur na dan, se pravi Lent bo vedno dostopen, v enem delu pa bo poseben prometni režim med Sodnim in vodnim stolpom, to je tisti del, ki je navezan tudi na pešcono zgoraj in na naš park, se pravi vsebinsko se pešcona podaljšuje, bi rekel, v ta del in mislim, da si noben tam prometa ne želi, tudi v mestu nobenega kolapsa ni, kar se vidi že zdaj tudi oktobra prometnega, mislim, ker tudi zdaj je Lent popolnoma neprevozen tudi na onih delih, ko v bodoče bo zaradi gradnje, tako da bo sprostitev za promet v višjih ulicah prav gotovo prišla, ko bo do gradnje zaključena na zahodnem in vzhodnem delu. Osrednji del bo prevozen do 10. ure za vse, torej tudi za kogarkoli, da bo lažje prišel na delo in po 10. uri pa bo to namenjeno enako kot Vojašniški trg ali Glavni trg ali park pešcem in vsak dan. Pa do katere ure bo zaprt? Do večera? Ja, pač tako, da ne bodo moteni tisti, ki bodo šli po službi tja uživati stik z vodo in se veseli druženja ali pa kakšnih drugih vsebin, o katerih smo prej govorili, kulturnih, tržničnih. Torej, če vas prav razumem, pravite, da prebivalci na Majstrovi in Mladinski Krekovi nimajo težav in da tam ni zastojev in ni prekomernega prometa? Iz vidika nekega urbanega središča ne, iz vidika avtoceste imajo, ker morajo včasih počakati en interval na semaforju, ampak ti isti se vozijo brez problema 2 uri na dan v eno, pa 2 uri na dan v drugo smer v Ljubljano, v lastnem mestu pa je težko počakati 2-3 minute. Jaz pa mislim, da je tu cost benefit tega, da malo potrpiš na kakšni ulici, da je vredno tega, da imamo prometa sproščen Lent, ker temu vsemu je to tudi bilo namenjeno, da bomo imeli tam našo oazo 365 dni na leto, ker se bomo družili, sproščali in bomo končno imeli stik z našo mogočno reko. In tudi mislim, da iz aviona gledano nobeno mesto nima ob svojem nabrežju in promenadi še istočasno prometa. Ta zgodba mislim, da je mimo in tudi Evropa nam daje denar za to, da spreminjamo te navade. In bo seveda na tem delu
bo pa servis omogočen, majstre imamo 3, vozita zaenkrat 2, teda kupljene imamo že 3 plus tisti papa beli mobil, tako da bo majster potem v tem delu servisiral naše meščane za njihove potrebe. Gospod Kaloh, kako komentirate te načrte? Jaz bi samo še eno stvar, pa se opravičujem, še ena zelo pomembna zadeva. 2 novi M-bike postaji sta že postavljeni, kmalu pridejo še kolesa noter, ena na Pobrežju pod Griničem, pod tako imenovano kačo pri dvoetažnem mostu, kjer boš lahko šel na to novo zgrajeno, skoraj 2 km dolgo razširjeno pot ob reki od dvoetažnega mostu do Splavarske brvi, šel čez Splavarsko brvo z M-bajkom in pustil kolo pod lutkami in šel na lutkovno predstavo ali na kavo ali na tržnico. Se pravi, je tudi M-bike bo pomagal k temu, da naš priljubljen M-bike, mislim. Ja, torej, kako komentirate to, gospod Kaloh, kot mestni svetnik? Kar na mestnih svetih, kot mestni svetnik na mestnih svetih niste o tem razpravljali in kot stanovalec bližnji? Tako kot mestni svetnik in kot domačin. Zdaj, ko gospod župan tudi se primerja rad Stojino, zdaj bliste na Vrbskem jezeru v Feldnu, tam je v neposrednji bližini jezera čez strogi center, vse v eno smer speljan promet, pa doben tega neproblematiziranega nikoli ni. Zdaj, kaj se tiče ideje, da bo promet od petka popoldne po službenih... Nisem časa iti na Vrbskega jezera. Na Münchnu smeta čas. Ne, jaz vam pravim, kak je krog Feldna speljan promet mimo kazinoja, mimo historičnih nekih objektov, pa normalno se pač obadajo s tem, da ne zapirajo. Zdaj, ideja gospoda Arsenoviča in njegove mestne uprave, da bo zaprt promet od petka popoldne do nedelje zvečer med Sodnim in Vodnim stolpom. Ne, vsak dan. Zdaj, a celo vsak dan, to je bilo zdaj prvo mišljeno, čez vikend, zdaj pa ste rekli vsak dan, ne? Ja, bilo so me pač vsi mogoči in arhitekti in meščani spraševali po zdravi pameti, pa sem se vprašal, če še imam ali sem bom podlegel pritiskom manjšine. Sej, ravno te racionalnosti sem hotel nekaj spregovoriti. Zdaj, ko vi pravite, mi smo se tako odločili, mestna uprava se je odločila, zdaj je tu kakšna stroka prometna, to kar, kako bi rekel, ad hoc. Meritve delamo, vse bo zdaj pa me pustite, da končam. Zdaj, kaj se tiče prometnih zamaškov v Mariboru, zdaj zjutraj, se pravi, zdaj zlasti, ko so študenti spet mesto, od prometne šole je celi Koroški most zabasan in to se dejansko, ta masa vozil se potem tudi zabije v Mladinsko in v te ulice v mestu, ker se pač tudi vsak dan vozim, tako da zdaj ne vem, ki vi ne vidite tega problema in z tem umanjkanjem pretočnosti na Lentu bo se dejansko zgodil, ne bom rekel kolaps, ampak bo pa zgoščen promet definitivno v mariborskih mestnih ulicah. Tako da verjetno kakšne relevantne študije na tem področju nimate, gre za nekaj pač taki ad hoc rešitev, češ bližje Dravi, pa ne vem, te floskole, ampak sej analiza bo verjetno še pol dalj časa trajala, ko boste pol to zaprli. Zdaj, od Ribiške ulice pa v smeri Strbme pravite, da bo enosmeren promet, zdaj, ali se pravi v smeri Malega mosta Slovenskega, ali nazaj, boste videli. Zdaj, kaj se pa tiče te večje linije gor do Niagare, pa dejansko eno prometno žilo, vsaj po naši oceni bi vsaj čez dan, tudi, se pravi, ko pravite bivanje pešcev, sobivanje pešcev, kolesarjev, avtomobilov z omejitvijo 10 na uro, s tem se strinjate, ampak vsaj tukaj mi mislimo, da bi se enosmerna, če neki dvosmerna, tudi v tem starem jedru med Vodnim pa Sodnim stolpom mogla biti zaradi pretočnosti odprta. Mi bi mogoče se strinjali s tem, da bi se čez vikende zaprlo, ko dejansko ni niti delovnih migrantov, niti siceršnjega prometa toliko, zdaj pa da se bo pa zaprla Lent tako rekoč zavedno. Je tudi bilo malo zavajanje javnosti, ker ste tako, bi rekel, kaskadno šli, v bistvu se ne bo nič zaprlo, zdaj bomo zaprli samo čez vikende, zdaj že čez cele delovnike. Mi mislimo, gospod župan, da to je norčevanje tudi z ljudi, ki tam dejansko živijo, ki to cesto uporabljajo tudi za premikanje, tako da... Zdaj še eno vprašanje vse. Težko bo, Gospod Kaloh, županu ste namreč očitali, ali odločitve glede prometa na Lentu temeljijo na analizah, ali te vaše ideje temeljijo na kakršnih koli analizah, ali so to pač vaše želje oziroma neka razmišljanja? To so tudi odzivi naših občanov, ki mi v svetniški skupini Slovenske demokratske stranke prisluhnemo. Ljudje so dejansko, mi seveda zdaj kot svetniška skupina nismo šli delati analizo, to je pristojna mestna uprava, ampak to, kaj je odziv s terena, nam pravijo, da si želijo, da ostane Lent
pretočen, čeprav tudi z omitvijo prometa 10 km. Zdaj v celoti Lent zapirati, ne glede na to, da tam ne bo, zdaj s čim se strinjamo, da več ne bo zabit s pločevino, se pravi, da bo v novi ureditvi parkirnih prostorov tam več ne bo, s tem se mi tudi strinjamo, ampak da se pa Lent celoti zapre, brez vsakršne neke dodatne vsebine. Zdaj, gospod župan je naštel dodatnih 500 dogodkov, jaz jih zdaj res nisem toliko naštel, zdaj ne vem, ki ste jih vi našteli. Imam analizo, vam pošljem. Velja, hvala, ampak tudi ti dogodki se ne dogajajo na samem Lentu. Tako da, gospod župan, še ne, ker je bilo gradbišče. Za zapiranje celega Lenta, s tem se mi dejansko ne strinjamo. Samo ker je bilo kar nekaj besed takih spet uporabljenih, seveda mi zakaj pride do sprememb, zato ker spremljamo, kaj se dogaja, kakšni so tokovi, spremljamo to gradnjo, nismo mogli narediti dobre analize v času počitnic, ker nas je manj, se pravi september, zdaj imamo oktober, ko so že tudi študenti tukaj in te številke bodo podkrepile, tako kot zdaj kaže, odločitev, da ni nujno potreben promet med Sodnim in Vodnim stolpom, potem, ko bomo odprli zahodni del Lenta, kar bo zdaj kmalu upam, in potem še vzhodni del, bo tak ali tak več prometa že doli in samo med do 10. ure, ko ljudje grejo v službo, bo za vse odprto, tudi za tiste, ki tam niso doma, torej ne boš rabo kartice, val bo dol. Po 10. uri bo pa stanovalci itak, ki so tam doma, ali pa tisti, ki imajo lokale in bodo imeli pravico priti do svojega hotela ali lokala, bodo lahko še vedno dostopali tudi po 10. uri. Se pravi, po 10. uri bo omejen dostop, do 10. ure pa čisto vsi prebivalci mesta se bodo lahko peljali z seveda primerno hitrostjo, čim nižjo, po Lentu, ker si predstavljam, da bo takrat, ko bo to dokončano, tam bistveno več ljudi, otrok, vrtce imamo tam, verjetno se bodo otroci tam potem lahko sproščeno sprehajali iz vrtca v Ribiški, ki se sedaj niso mogli, ker so se bali za svojo varnost in tako naprej. Se pravi, tako kot imamo premike na Koroški, pa na Vojašniškem trgu, tako pričakujem še v veliko večji meri tudi premike ljudi k reki ponovno nazaj. Nas je še vedno dosti tukaj. Še kakšno temo imamo, pa ker smo že dolgi, gremo na hitro. Še en trd finančni oreh vas čaka v prihodnjih? Mi smo imeli do 11. Jaz sem, se opravičujem, res sestanke, teda še mogoče minuta, dve jaz moram iti, ker ne bi zamujal, ker so imeli... Eno hitro vprašanje, še pa zaključimo. Hvala. Ok, pol pa, to moramo. Proračun 2024 smo slišali, okoli 130 milijonov bo bistveno nižji kot letošnji. To so zdaj ocene. Tako, torej, da ocena, da 141, ko smo misli, je prišlo toliko spremenjenih okoliščin, da si tudi tega več ne moremo privoščiti, da gremo bistveno dol. Brez večjih novih investicij? Denar, ki ga želimo zavarovati, je sigurno zdravstvena postaja Tezno. Včeraj smo imeli usklajevanja, tam 3 deležnike, mestno občino, parkirišče, lekarne in zdravstveni dom. Optimiramo projekt, da bo stal čim manj. Pogovori z državo gredo v pravo smer, da bomo lahko tisto kvoto, ki nam kot mesto še na primarnem zdravstvu pripada v celoti, 5,3 milijona izkoristili za ta del. Skupna investicija pa gre že preko 20 milijonov, ampak potrebe tam na Tezno so tako velike, da je to sigurno dolg mesta do Tezna, da to naredimo. To je prioriteta številka 1 in jaz upam, da bomo v letu 2024 vsaj pričeli za gradnjo. Bo pa proračun tudi že precej predobremenjen, ne? Recimo šport, ki ga prenašate v drugo leto, štipendije prenašate v drugo leto, po nekih neuradnih informacij, bi lahko teh predobremenitev bilo že za 7 milijonov, ne? To bomo videli na koncu leta, ker še vedno so prodaje v teku. Bomo videli, kakva bo odločitev AVK na temo Farmadenta. Upam, da za finance mestne občine Maribor ugodna. Še neka druga pogajanja poteka, o katerih zdaj ne morem govoriti, o zemljiščih večjih dimenzij, ki bi lahko dala vsebine enim delom mesta, tudi Tezno v tem primeru. Problem je seveda v novo zakonodajo, ki se nakazuje v zvezi z plinom. Imamo omrežje, po predlogu zakona ne bi smeli več podaljševati koncesije naše plinarne, za katero je občina dobila v enkratnem znesku leta 2012 15 milijonov, mi pa v vsem tem času, odkar delamo nič.
Ta sredstva so že bila porabljena in ogromno je bilo tudi vloženega našega dolgoplačevalskega denarja v to infrastrukturo. Imamo vročevod na eni strani in plinovod na drugi strani kot dva pomembna, najpomembnejša vira in upam, da ne bodo tako radikalni rezi v to, ker si ne predstavljam, kako bomo ogrevali mesto in naše občane, če bo šlo to v to smer. Gospod Kaloh, v stavku ali dveh še vaš pogled na bližnjo prihodnost, torej leto 2024? Zelo enostavno. Mi bomo zahtevali naslednji proračunski seji podatke o stanju obveznosti in terjatev in to na dan 31. december 2023 in seveda višino prenosa neplačanih obveznosti v letošnje leto, pol bomo videli šele, kje stojimo, se pravi, da ne bo tu kakšen šušmarjen. Že v začetku leta 2023 je bilo dejansko občinskih financ stanje katastrofalno, 7,2 milijona je bilo neplačanih obveznosti, tako da gospod Arsenovič Čuka nam boste konec leta natočili čistega vina, da bomo točno videli, koliko, kot je bilo rečeno, je teh predobremenitev v kontekstu letošnjega proračuna. To nam boste mogli svetnikom belo na črnem prezentirati. Pa še črno na belem. To bomo naredili, to že delamo. Tu smo imeli sestanek, kjer je bil gospod Mikl v ponedeljek, usklajevanje svetniških skupin v zvezi z rebalansom in malo smo omenjali tudi, kam približno gre smer za proračun 24 in ti podatki so vedno znova aktualni in jih bomo vedno znova predstavili za to javne finance. Nijemo niti namena, niti razloga karkoli skrivati. Je pa težka situacija in seveda upamo na to, da bomo dobili čim prej tudi sofinancerska sredstva na aglomeracijah, kjer imamo največjo luknjo trenutno. Druge stvari so odlično tekle. Moram pohvaliti vlado na delu in ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem. Vse v zvezi OFEM-om je bilo optimalno izvedeno, financiranje, zahtevki in ta denar je že šel tistim, ki so gradili ali karkoli delali za organizacijo tega. Tudi na drugih projektih je operativa kar dobra, da upam, da bomo do konca leta počrpali vse dobili nazaj tisto od države, kar nam po sofinancerski pogodbi pripada. Tako, današnji pogovor zaključujemo. Z vami sva bila Aljoša Peršak in Igor Selan. Obema gostoma hvala za obisk v našem studiu, hvala pa seveda tudi vsem gledalcem in poslušalcem Večerovega podcasta. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo.